Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes gostimo filmskega ustvarjalca Črta Brajnika, ki ste ga mogoče zasledili tudi že na naši televiziji. Črt, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljena. Nedavno smo lahko tvoj film videli v Libertasu. Gre pa za film Pisma očetu, ki pa je bil pravzaprav produciran že leta 2017. A še vedno potuješ z njim naokoli? Trenutno ne. Film sem posnel takrat, ja. Imel tudi premiero, imel premiero na Češkem, v Pragi, ker sem takrat živel tam in sem ga tam ustvarjal. Imel je eno neuradno, nejavno premiero tudi tle v Kopru, v pokojnemu centru Inde, že takrat, leta 2017. Potem pa sem nekako ga pokazal še na festivalu slovenskega filma isto leto, je bil tam na ogledu. Ko pa sem se preselil nazaj v Slovenijo, sem ugotovil, da v bistvu sem imel samo eno javno predvajanje tega filma in sem mislil, da mogoče so ljudi, ki bi jih lahko zanimalo videti. No. In kako je bilo? Ja, uspešno. Jaz nisem nikoli nameraval narediti film za velike množice. Seveda, velike množice so dobrodošle, ampak način, kakor delam film, je, bom rekel, skoraj amaterski, v smislu ljubiteljski, iz besede amater. In verjamem, da ko hočeš narediti nekaj malo bolj intimnega, je dosti lažje ustvarjati in predvajati v sklopu manjših skupin ljudi. No. Nočem reči, da gre za nek artističen film, ampak vsekakor zame je bilo pomembno, da je lahko deloval na posameznika ali posameznike. Torej število zame ni bilo nekako. Sem bil vedno zadovoljen, če je kdo prišel in je rekel, glej, to se meni zgodilo, to nekako se sooča oziroma se približa neki izkušnji, ki sem imel in sem vesel, da sem lahko nekaj takega doživel. No. Jaz sem gledanje filma nekako primerjal z sedenjem okoli ognja. To je bil tudi prvi opis, ki sem ga naredil za film, ker ima neko zgodbo, ampak sem hotel bolj povzeti vzdušje skozi ta popis in sem rekel, da vidim ta film kot neke vrste sedenja okoli ognja, ker vsak lahko gleda ogenj, lahko posluša zgodbo, lahko pa se tudi obrne, vstane in gre gledat zvezde. Tako da želel sem vedno imeti nek prostor v sklopu tega filma in poudariti osebno izkušnjo oziroma predajo neke osebne izkušnje, ki lahko rezonira z gledalcem. Sicer pa se bolj nagibaš k eksperimentalnemu filmu, kaj ne? Ja, trenutna moja, rekel bi, k dokumentarnemu filmu, ampak z nekim, drugačnim značajem. Jaz sem sicer se šolal v Pragi in že iz svojih zgodnjih let, bom rekel, sem vedno rad nekako eksperimentiral. No. Če bi malo povzel svojo pot, mi rekel, da sem bil nek Georges Méliès, ki je nekako, brez da je karkoli vedel, pri 18 je začel videti magijo filma. Ne? In dobesedno sem začel se sam sebe presenečati in v sklopu tega, bom rekel, je ta eksperiment je nek način, kako se sam presenečati. No? To, da si prišel na FAMU v Prago, kamor si želi velika večina ljudi, ki se ukvarjajo s filmom, kako si pravzaprav prišel do tja? Verjetno si imel neke spremne izpite, tudi filme si verjetno moral že posneti pred tem. Ja. Tako bom rekel, jaz sem že študiral v tem času, končal sem visoko šolo v Benetkah in sem si želel ustvarjati filme, no, kar sem delal tudi v teku študija v Benetkah, ampak ni bilo to... Ampak to ni bil filmski študij? Ne, ni bil filmski študij, ampak recimo, da zame je bil vedno skoraj pogoj, da sem poskusil bilo kam dati filmsko montažo, no, ker sem se začel takrat ukvarjati z njo. In enkrat, ko sem končal študij, sem hotel spoznati ljudi, ki se ukvarjajo s filmom oziroma ki bi
hoteli sodelovati na kakšnem filmu. Ne. Jaz se sicer vidim kot režiserja tudi, ampak moja ideja je pač delati na projektih, ki so meni zanimivi, hkrati pa ustvarjati neko poetiko oziroma nek film, ki se približa tem moji volji po eksperimentiranju nekako tako, no. Pot do Prage, kako je bilo? Ja, kaj pravzaprav si študiral v Benetkah, da si se odločil, to pa mogoče res ni zame? Ja, tehnike artistike dello spettacolo, to so, bom rekel, eno splošno teoretično uvajanje o filmu, gledališču in muziki. No. Tako da lahko bi ekvipariral to, lahko bi to primerjal s študijem na FDV, recimo kakšna filmska teorija. Nekaj takega. No. Tako. Ampak 4-letni študij je to? To je bolonjski, 3+2. Ne. Jaz sem torej pravil študij 3-letni, potem bi lahko nadaljeval in sem se odločil pač, da bom malo, recimo tako, gamblal s svojim študentskim življenjem in poskusil najti kako filmsko akademijo, no. Ker se mi je zdelo, da sem ipak že imel neko teoretično pripravo, jaz sem tudi sam v svojem prostem času aktivno že leta in leta montiral. In sem mislil, da imam že določene izkušnje, da lahko poizkusim na taki šoli, ne. Ker pa sem se zanimal takrat za dokumentarec, oziroma sem videl takrat filme Godfreya Redgea, en ciklus filmov, ko je en iskaci tako. Sem se takrat navdušil na dokumentarec tistega tipa, ne. In sem tudi svoj diplomsko nalogo pisal na to temo, ne. In se mi je zdelo naravno pač nadaljevati s tem, da bi nadaljeval študij na Filmski akademiji in probal študirati dokumentarc. Tako da sem si izbral par mest, predvsem Poljsko in Češko, in sem začel s potovanjem, ne, in pač sem se ustavil v Pragi takoj. Tako rekoč, sem šel malo na štop gor, z enimi prijatelji oziroma znanci, ki sem jih spoznal med potjo. In ja, sem se navdušil in sem obljubil si, da bom poizkusil, no, se naučiti jezika in naredil pač sprejemne izpite. Ja. Ampak sprejemni izpiti so kar težki. Ja, gre za sprejemce, ki se vrstijo v 3 kroge. Gre za en prvi del, ki je pisan, torej je nek material, ki ga ti oddaš. Seveda so določene določila, o čem, so določene tematike, ampak ne vem, recimo na dokumentarcu, ko sem poizkusil prvo leto, je bila ena od teh stvari je bil avtoportret v 3 slikah, ne. In jaz sem pač zelo naivno prvo leto pač mislil si, da to pomeni, da moram sebe slikati na 3 različne načine, ne. Tako da sem dal 3 portrete, zelo estetično lepo narejene in to, in potem mi je postalo jasno, da v bistvu avtoportret je lahko karkoli, ne. Lahko bi slikal, ne vem, čisto drugo osebo, ne. Oziroma stvar, oziroma nek trenutek, ali karkoli me popisuje, ne. V bistvu narediti portret sam sebe je zelo, tako bom rekel, egocentrična in zelo naivna rešitev, no, tako na Filmski akademiji, no. Tako da sem naredil to, potem je trebalo narediti recimo en fotoscenarij, povzeti eno sceno oziroma eno akcijo v sklopu 15 slik, kar sploh ni enostavno, ne. Kot zgodboris, se pravi, da izpade kot nek strip, ne? Ja, kot strip v slikah, no. Mislim, da je bilo 15 ali 20 slik, no. Tako da ja, so zelo enostavne. To si spet fotografiral sebe? Ne. Tokrat sem si izbral igralce in tako, ja. Ne. Pač 15 fotografij sam sebe, ja, je že tako, bom rekel, malo težko, no, in hudo egocentrično. Tako da ja, poizkusil sem 2-krat na dokumentarcu, vmes sem posnel še dokumentarc, svoj prvi, tako, da bi malo podprl kandidaturo, ko pa ni šlo in je bilo nekako namignjeno, da mogoče bi bilo boljše, da bi svoje talente poskusil uveljaviti na drugi katedri, pa sem poskusil na montaži, saj sem imel več izkušenj z montažo in tam sem bil takoj sprejet, mislim, v sklopu prvega poizkusa, no. Tako da sem 3-krat poizkusil, ni bil to proces enostaven, ne, da sem prišel tam in
so rekli, gospod, evo vas, tle, smo samo na vas čakali. Ne. Je pa res, da je Slovencev več v Pragi, no, tudi na Filmski akademiji. Kaj pa sicer tujcev, ste bili vseeno v manjšini, govori se verjetno vedno v češčini, so predavanja v češčini? Tako je, FAMU ima dve vrste programa. Ima en kurikulum, ki je v angleščini, plačljiv, in se kliče FAMU International. Pol ima program izmenjave samo z ameriškimi univerzami, torej namesto da bi plačali kvoto za leto študija recimo v Bostonu, plačajo isti denar FAMU-ju zato, da pridejo eno leto na izmenjavo. Ne. Tako da bom rekel, da se šola je sicer državna, ampak išče vsekakor tudi neke določene vire tudi na ta način in plus ima možnost, kako bom rekel, razpestriti ponudbo, ki jo imajo. No. Tako da potem so isti profesori oziroma določeni profesori, ki predavajo tudi v angleščini in je možnost tudi med češkimi in angleškimi študenti pač možnost sodelovanja. Medtem ko češki kurs je izrazito samo v češčini in bilo kateri tujec hoče v češki kurs, ki je zastonj, mora pač iti skozi test iz češkega znanja. No. Ki si ga naredil? Ja, tudi s takšno zanimivo prigodo, ampak mogoče... Ki jo seveda lahko deliš z nami? Mogoče ne. Ampak prišel sem not, no. Na koncu je uspelo. Govoriš torej zdaj tekoče češko? Ja, tekoče govorim češko. Te pa ni nikoli zamikalo, da bi mogoče se preizkusil na AGRFT-ju v Ljubljani? Tako bom rekel, jaz sem svoj čas, preden sem šel študirati v Italijo, sem poslal kandidaturo na AGRFT, ampak nisem bil sprejet. Ne vem, kako je potem postopek. V glavnem ni bilo nobenega odziva. No. Druga stvar pa je, da ko sem se jaz odločil iti študirati v Prago, torej leta 2005, ni obstajal študij dokumentarca ali montaže na AGRFT-ju. Ta študij je začel leta 2012, mislim, ko sem jaz že zaključil svoj študij v Pragi. Ne. In eden od pogojev, zaradi katerega sem tudi sem bil štipendiran iz strani slovenske države takrat, je bilo prav to, da ni bilo mogoče moje smeri študirati takrat v Sloveniji in je dajalo smisel takrat slovenski državi me podpirati v izobraževanju pač v tujini. No, to pa si eden od redkih, ki lahko na ta način pohvalijo podporo študentom, ponavadi govorijo ravno obratno, da podpore dobivajo premalo. Ampak kako pa je bilo naprimer samim bivanjem, ko si prišel tja? Je bilo enostavno dobiti naprimer, ne vem, najemniško stanovanje? Bil si tujec v novem mestu, si Prago sploh poznal? Ne, jaz sem Prago pravzaprav spoznal v vikend, ko sem dobil štop, pa sem šel na štop gor. Fantje so se morali vrniti seveda zaradi dela v nedeljo zvečer, potem ko šola je odprla komaj v ponedeljek, ne, tako da jaz sem se pol odločil in to je bila ena prvih prigodivščin, ki me je prepričala, da pač da obstajajo določene situacije in določeni vlaki in pač na določene vlake moraš skočiti gor, ne. Recimo, da sem imel zelo močen notranji občutek, da je Praga pravo mesto zame in potem se je pokazalo biti res, ja. Glede pa bivanja, jaz sem predtem študiral v Benetkah, ne, tako da če bilo kdo od vas poskusil dobiti namestitev v Benetkah oziroma dolgoročno namestitev v Benetkah, ve, kaj to pomeni in ve, koliko denarja stane. Tako da po 3 letih iskanja in življenja v Benetkah je bilo najti pač eno stanovanje v Pragi, tako lahko rečem mala malca. Tako, no. Imel pa sem srečo, da sem študiral oziroma živel z Slovencem in s Čehom, tako da sem imel in po eni strani možnost govoriti slovensko, po drugi strani pa se tudi učiti češko. No. Čeprav moj prvi češki cimer se je hotel učiti angleščino, kar je predstavljalo na začetku malo problem. No. Torej zelo pravzaprav neka mednarodna mešanica. Ja. Kaj pa sicer bi rekel, da je torej ti FAMU pravzaprav spremenil nekako pogled na film, ki si ga mogoče imel prej? Ja, mogoče bi rekel bolj, da mi je ustvaril določen pogled na film. Saj
predtem sem delal določene stvari, sem se ukvarjal z montažo, sem imel že določene kratke filme, ki sem jih posnel, ampak bolj kot drugo mi je predstavil en proces dela. Ne. Jaz še zmeraj se rad imam za amaterja, za ljubitelja filma, ampak mi je predstavilo eno profesionalno okolje. Sicer smo bili vsi študenti, ampak procese, ki smo jih delali, so respektirali en profesionalen proces dela s profesionalno opremo in smo imeli pač ta komfort, da v sklopu enega kontroliranega okolja smo lahko delali napake, kar si mislim, da je največja možnost, ki ti jo da bilo katera filmska akademija, so kontakti in možnost delati napake brez prevelikega oziroma ne prevelikega, ekscesivnega pritiska. No. Pritisk je vedno tudi na teh filmskih akademijah, seveda, ker imaš privilegij pač, ki ga niso imeli vsi ostali, ki niso prišli v leto not. Ne. So ljudi, ki so poskušali tudi po 5 let, pa jim ni uspelo. Ne. Celo en profesor je 5-krat poizkusil na režijo, pa ga niso vzeli, pa 6 let so ga povabili kot profesorja. Ne. Tako je ena od zgodb, ki jo najraje povem. Ne. Tako da to, da lahko delaš v profesionalnem okolju z ljudmi, ki se profesionalno razvijajo in istočasno lahko narediš napako, brez da pač se bojiš, da ti ne bo nikoli več dana možnost, je velik privilegij. Ne. Po drugi strani pa to, da je nekdo na filmski akademiji in ustvari film in nekdo ni bil na filmski akademiji in ustvari film, pač ni neke bistvene razlike. No. Lahko bilo kdo ustvari film, na koncu je vedno gledalec v neki odloča. Ne. Vidiš pri sebi razlike, filmi, ki si jih delal prej, filme, ki si jih delal med študijem, filme, ki si jih naredil pol? Ja, vsekakor sem začel eksperimentirati dosti več s filmskim trakom, kar nisem delal pred Famu, ker enostavno ta medij mi ni bil sploh dostopen oziroma znan. Si delal digitalno? Ja, digitalno, ja, predvsem. Jaz sem pač dobil kamero in sem bil v prvih val home movies, bi rekli, v takratni Sloveniji, prva 90-ta, polovica 90-ih, ko smo dobili pač doma videokamere. Ne. Tako da šel sem mimo unival 80-ih let, ko so bili še Super 8 not, ne, aktualni. Nisem pa bil v okolju ljudi, ki bi se ukvarjali z malo bolj profesionalnimi formati, kot so 16 ali 35 mm. Ne. Tako da enkrat, ko sem prišel na Famu, smo imeli obvezne vaje z 16 mm kamero, obvezno montažo na tako imenovanem Steenbecku, to je montirnica, pač analogna montirnica s filmskim trakom, tako da sem tam moral narediti svoje vaje in rekel, razvil sem en love-hate odnos do filma, ne, saj pač je dosti bolj komod kot montažer v digitalni obliki, pač pritisneš undo, pa lahko samo stvari na hitrico poštimaš, pa je gotovo. Ne. S filmskim trakom je malo različno. Ne. Če montiraš dobesedno filmski trak, pač en najbolj težkih trenutkov v mojem življenju je bilo, ko sem v montirnici, se mi odvijala cela rola 100-metrska pač filmskega traka in sem jo moral pač dajati skupaj po tleh. Ne. Pa vmes gre prah, pa ti moraš vse to čistiti. Pa to se začne. In kako to potem izgleda, to očiščenje? Včasih so govorili, da trak vržeš čez okno in ga potem skozi okno navijaš nazaj. Si se sam poslužil iste tehnike? Ne, mi smo imeli krpice in smo pač skozi krpice ga potem peljali. Problem je, da se zamota, ne. Se zavije. Ne. In enkrat, ko se zavije in je tam, bi najraje vse strgal. Ne. Pa bi strgal, pa potem, ampak ne gre tako. Ne. Pač moraš imeti, ko bi rekel, uporabljati filmski trak ti da določen respekt do profesije in tudi do časa, ki ga porabiš med snemanjem. Ne. Saj nastane dosti manj materijala, ker je cel proces dosti bolj kompliciran in drag predvsem. Ne. Tako da to bi rekel, da je ena bistvena razlika. Učil sem se pa razmišljati tudi v sklopu tima. Ne. To je ena pomembna stvar. Ne. Saj lahko se človek ima za dobrega montažerja, ampak vsaka stroka, vsak tip filma ima svojega montažerja. Ne. Je človek, ki zna boljše delati novice, igrane filme, videospote, videoklipe, dokumentarce. Je človek, ki zna recimo delati montažo
pogovorov izrazito dobro. Ne? Tako da je zanimivo bilo pač spoznati to, da sem dober za določene stvari kot montažer v svoji profesiji, ker sem se pač osredotočil dosti v to smer, sem pa bil popolni amater v drugih, ne? Recimo v filmskih pogovorih ali kaj takega, ne? Se nisem nikoli nič takega delal. Tako da je bilo... Če si dal že torej idejo, kaj so bili te slabe strani, v katerih si pa dober? Ja, recimo jaz sem dosti delal z glasbo, ne? Sem montiral dosti na glasbi, tako da recimo ena ritmična montaža, ne? Videospoti pa to, se mi je zdelo, da mi gre dosti bolj iz roke, ne? So pa mi, ko sem predstavil te stvari, jaz pa sem bil tam ponosen, ne? Se rekel, dobro montiram na glasbo, ne? Pa so mi v bistvu pohvali dokumentarc, ki je imel glasbo, ampak je imel bolj uporabo zvokov in ni šlo za ritmično montažo na glasbo, ne? In so mi pač tam razložili, da to je najbolj enostavna stvar, ki jo lahko montažer dela, ne? Da pač si izbere en komad, pa samo si prilagodi ritmu komada, ne? Glasbe. Medtem ko vsak kader ima svojo dolžino, ne? Nekako diha, ima svoje življenje in v trenutku, ko jih začneš dajati skupaj, moraš razumeti notranjo dinamiko teh kadrov in na osnovi tega delati, ne na osnovi ene banalne stvari, kot je lahko glasba, ne. Pa čeprav je stvar, ki najbolj pritegne pozornost, ne, ker vsi so mi hvalili to. Tako da sem moral iz tega svojega prepričanja, da vem, kaj je montaža, ne, priti dol in se pač zavedati, ja, da če hočem recimo montirati en igran film, sploh nimam ideje, kdaj začeti s kadrom, ne. Ker lahko začneš s kadrom, ko je kader prazen, lahko začneš, ko oseba gre notri v kader, ne, prihaja v kader, kdaj pa režeš kader, ne, pravzaprav, ko se pove zadnja stvar pomembna, ko oseba gre ven iz kadra, recimo to je bil zame šok, ker sem porabil nekaj dni samo s tem, ker nisem vedel, ne, nisem imel pač glasbe, ne, ni bilo nekega, moral sem najti ritem, ne, tako da to je bilo nekaj let, sem se to učil, ne, in še zmeraj se učim, ne bom rekel, da sem mojster, ker pač ne bi imelo smisla pol, ne, če bi vse vedeli pač. Pa se še učiš, še ustvarjaš filme, imaš čas za to? Ja, seveda. To je, rekel, kot profesionalc delam kot montažer, saj dobro veš, ne. In v prostem času pač zbiram ideje in pogosto tudi denar, da lahko ustvarjam v prostem času, no. Mislim, te to še zanima ni zdaj, da si se odločil, da boš vse svoje resurse in moč in ideje mogoče namenil za kakšen celovečerni projekt. Ja, pač, ko smo mali, veš, vsak si želi to, ne, da bo naredil celovečeren film in da bojo vsi ploskali in da bo velika premiera. To je seveda tudi ena moja ambicija, bi pač lagal, če bi rekel, da ni tako. Pot do tega je pa dolga, ne. Ko sem prvič si zamislil idejo, da bi naredil celovečeren projekt, sem navdušeno skočil do tega, sem začel pisati in ko sem prišel do prvih dialogov, prišlo vprašanje, ne, kako pisati dialoge, ne. Pravzaprav ne morejo vse osebe biti jaz, ne, ker pač to je ena prvih stvari, ki vsaka oseba napiše, piše vse like posebej, ne. Potem sem rekel, moram napisati tudi ženske like, ne, in sem rekel, sem imel 20 let, sem rekel, kaj jaz pravzaprav vem, ne, o tem, ne. Sem rekel, zelo malo, ne. Tako da potem sem rekel, potem rabiš tudi scenografijo, rabiš kamero, moraš vedeti, kakšno bo gibanje, moraš narediti koreografijo za kamero in sem se zavedal, da to ni tako enostaven proces, ne. In prva stvar je, da bi moral malo boljše razumeti profesijo in izven konteksta, v katerem sem se učil, ki je montaža. In v drugi fazi bi moral imeti tudi več življenjskih izkušenj za delati v določenih stvareh, ne. Tako da zaradi tega sem se deloma osredotočil tudi na dokumentarc, ker mi je bilo lažje pač iz zunanjosti opazovati nekoga in potem popisati skozi sebe ta proces, ne, kot ga ustvarjati iz nule, ne. Tako da in dokumentarec je tudi o tem, da znaš
tudi nastaviti, ampak večinokrat uloviti določene trenutke, za katere si seveda pripravljen. Ne. Malo kdaj ujameš nekaj totalno pristnega, s tem, da si naključno greš mimo. Dostikrat moraš pripraviti situacije. Ne. In v osnovi tega sem tudi delal dokumentarce, ker so bile situacije, ki so mi bile dosti bližje in znane. Ne. V zadnjih letih pa sem začel razmišljati, da bi poleg poskusov, ki sem jih naredil na Filmski akademiji, razvil tudi nekaj igranega, saj si mislim, da sem skozi leta pač nabral določene izkušnje, no, in me mika pač tudi ta pot, ja, seveda. Ne pa toliko več dokumentarni film. Ne, seveda, dokumentarni, ne vem, jaz bi rekel, da skoraj vse dokumentarni film, saj v bistvu tudi stvari, ki jih mislim delati kot igrane, izhajajo iz življenja ostalih ljudi, ki sem jih spoznal in nekako jih dajam pač skupaj v neke nove pakete, like, odnose, so moje osebne zgodbe, ki sem jih doživel, stvari, ki jih berem recimo iz časopisa, bizarne stvari dostikrat, ali zgodbe svojih prijateljev. No. Pravzaprav imam beležko, kot ima marsikateri ustvarjalec in si pač zapisujem te stvari, no, in jih dajam postopoma v neko obliko. Ne. Vem pa iz lastnih izkušenj zaradi filmov, na katerih sem sodeloval, da te procesi pač, če niso podpirani, tako ekonomsko podpirani, lahko trajajo dolgo. Tako da sem šel skozi že ITER, finančne podpore iz strani države ali skladov različnih. Tako da je dolg ITER, no. No, za celovečerni prvenec je menda lažje dobiti finančna sredstva kot za drugi film. Ja, in to je ena od teh pritiskov, o katerih sem govoril. Ne. V mojem primeru ne toliko, ker sem montažer, ker pač imaš kot montažer, bom rekel, saj tudi kot režiser si obrtnik, ampak recimo montažer ima neko fleksibilnost glede dela. Ne. Medtem kot režiser, je ta velik pritisk, ki ga ima, se spomnim, tudi vsak režiser, ki pride iz FAMU, ne, ima možnost posneti nek prvenec do 30 minut, večino izkoristi pač možnost to narediti v skladu v kooperaciji s skladom, s filmskim skladom in dobijo tudi večji budžet. Lahko pa se zgodi, da to ostane njihov prvenec. Ne. Ni vedno rečeno, da pride do drugega filma. Tako da, glih zato je to, je lažje ga ustvariti, ampak je pomembno tudi pomisliti, kaj ustvariš, ne, če hočeš ustvarjati dolgoročno. Govoriš sicer, jaz sem montažer. Če pogledamo na bazo slovenskih filmov, vidimo, da si pri 5 filmih sodeloval v zelo različnih vlogah. Tudi kot režiser, scenarist. Katera vloga ti je pravzaprav tukaj najbližje? Iskreno sem začel kot režiser. V sklopu let pa sem ugotovil, da zelo rad pomagam. Tako da sem tudi pedagog, sem učil, lahko rečemo zdaj že več kot 10-letno izkušnjo kot pedagog. Ena od stvari, ki sem jih najraje delal oziroma v zadnjih letih, celo raje kot mogoče režirati ali montirati, je bilo predavati, delati video delavnice. Ker v sklopu svoje izkušnje sem ugotovil, da ko sem začel, ni bilo niti približno toliko možnosti se naučiti te stvari. Ni obstajalo YouTubea, ni obstajalo tutorialov, obstajali so samo pač beležke, ki si jih dobil zraven programa, če si se hotel kaj naučiti. Pravzaprav ni bilo niti računalnikov dovolj močnih za te programe. Tako da sem takrat v sklopu enega društva dobil možnost se to naučiti in sem se s časom zavedal, kako srečen sem bil v bistvu in koliko sem moral garati, da se to naučiti. Ne? In sem pomislil takrat, če bi imel nekoga, kot sem jaz zdaj, takrat, bi bil temu zelo hvaležen. Ne? In ena stvar, ki me najbolj navdušuje, ko vidim v sklopu teh delavnic, ki jih delam, je videti navdušenje mladih ustvarjalcev. Pa bodi si, da bo to njihov edini film ali začetek pač
dolge kariere, se ne veš. Ja, sej, poleg tega, da se torej samo dejstvuješ v filmu, mi je znano tudi, da imaš menda kar lepo zbirko starejših aparatov že doma. Ja. Se je to začelo ravno takrat na FAMU-ju, ko si odkril film pravzaprav? Ja, to je pač vsak ima svoje slabosti v življenju in svoje tako. Jaz pravim, da poskušam si izbrati najmanjši greh. Ne? Tako da sem kadilec in največji zbiratelj Super 8 kamer v Sloveniji. Tako, to so moje slabosti. Pa še čokolado lahko damo zraven, ampak v tem nisem edinstven, bi rekel. No. Tudi ne gre zbiranje najboljše, ne? Ja, recimo, da sem takrat se navdušil, dobil sem tako rekoč prvo dozo zastonj, saj mi je prijatelj podaril zelo poceni Super 8 mm kamero in to kamero sem jaz takrat vzel do Indije. In sem se težko navdušil nad formatom, nad razvijanjem samega materijala, saj sem začel sam razvijati ta material, pa ta love-hate. Kar na poti? Ne, to seveda ne. To ne. Enkrat, ko sem se vrnil in je bil material posnet, sem pač ustvaril kamero obskuro v svojem stranišču, v svoji kopalnici in sem potem lepo več tednov ta material razvijal. Tako da tam se je razvil ta love-hate odnos s filmskim trakom. Če pridete k meni domov, me boste najdli pač v moji, jaz se ne bom spomnil besede, boš rezal, ko se reče frigorifero? Hladilniku. Ja, ne boste najdli v mojem hladilniku hrane, ampak filmski material. Ja, sem ravno mislila komentirati, če imaš požarno varno stanovanje. Ja, ampak hvala Bogu ni tako nevarno več. Filmski trak ni več tako nevaren, kot je bil enkrat, ko so zgorevale cele studije. Tako da, ja. Imaš ga pa zakaj potem v hladilniku? Zaradi prezervacije, ne? Zato, ker ta material je star, več ali manj. Mislim, da najmanj star material, ki ima, je star 5 let. Tako da ta material je kot hrana, ne? Oni morajo dati nek datum, po katerem ta hrana ni več dobra. Ne? Čeprav vsi vemo, da lahko jogurt še zmeraj jemo 3-4 dni po izteku roka, ampak to je rok, ki je garantiran za določeno kvaliteto. Na isti način tudi filmski trak ima eno dobo. In ta doba za večino od mojega filma je končala okoli leta 2005. Tako da imam dosti filmskega traka, ki je zelo neuporaben za profesionalno rabo, je pa odličen za eksperimentiranje. Ne? Pa si razmišljal, da bi mogoče tudi vse te posnetke kdaj zmontiral v film? Ja, niso še posneti. Je torej je prazen trak? To je surov filmski trak, je 6000 metrov surovega filmskega traka. Imam pa seveda tudi found footage, tako imenovan, ne? Saj kot študent na FAMU pač se vse povsod najdejo filmske role raznih kameramanov in nekatere role sem pač skozi leta zbiral. Ne. So ljudje, ki sploh ne vejo, da imam njihov material doma, tako rekoč. Ampak ni nič ilegalnega, to je material, ki so ga hoteli vrči stran pač in sem ga zbral in zdaj je tam. Ne. Bog ve, kaj se bo zgodilo še z njim, se ne vemo. Ne bi ga pa mogel presneti, verjetno, kot se to naprimer z videokasetami delali. Je to takšen trak? Ja, je takšen trak. Lahko ga bi seveda digitaliziral. Je to možnost, ne. Ampak... No, v smislu ponovne uporabe bi ga lahko ponovno uporabil, če bi recimo že posnet trak dal v kamero? Ne, vsekakor ne. To je samo pač trak je surov, ne. Found footage se uporablja v preteklosti dosti za izdelavo eksperimentalnih filmov. Recimo si lahko najdu nek material, nek home movie pri nekomu doma, pa si ga potem kombiniral z različnimi posnetki, ki si jih najdu iz kakšne druge role in si dal glasbo od spodaj in potem iz tega je nastal tako rekoč nek nov film. Ne? Zakaj si rekel včasih? Mislim, da ravno na še zmeraj nastajajo. Kinootoku tudi smo videli že nekaj primerov. Ja. Mislim, še zmeraj nastajajo. Je pa bilo, bom rekel, ko je bil Super 8 malo bolj razširjen medij, je bilo to bolj pogosto. Čeprav s tem, da je toliko več video ustvarjalcev dan danes, tudi
medij kot Super 8 ima še zmeraj neko bazo uporabnikov, ne? Še kar široko. Ne? Lahko pa je tudi 16-metrski material 35, ne? Saj nima veze na končni fazi. Ne? Ampak zato bi potreboval že večje kamere, verjetno. Ne gre za večje kamere, gre samo za to, da pač fizično je material večji. Filmski trak? Filmski trak, ja, je večji, torej sličice so večje. To pomeni, da za isto velikost posnameš manj, čeprav kvaliteta je višja. Ne? Torej, če bi jaz hotel posnet 3 minute Super 8, je to ena rola, ne? In bi me stala recimo 10. Če bi hotel posnet na 16, z isto velikost role posnamem že polovico materijala. In na 35 posnamem 4-krat manj materijala. In proces razvijanja pa stane isto. To pomeni, da se zvišajo stroški. Ne? Tako da, Torej, stranišče ni več v uporabi kot temnica? ja, ni več. Ne. Sem se preselil, to sem delal v Pragi, pač zdaj nisem še priredil domače stranišče na to. No. Tako da, ja. Je pa primerno. Je pa vsako stranišče primerno. Vsako kopalnica, ki je dovolj velika, ki ima toplo vodo, hladno vodo in dosti potrpljenja pri strani pač partnerjev, otrok in tako naprej. Ne. Najboljše je imeti dve kopalnici. Tako rekoč, Brez oken, verjetno. Brez oken. Drugo brez oken, eno lahko ima okna. Tisto, za druge vrste uporabo, Ja, ne ja, filmsko. ja. In koliko jih imaš zdaj teh kamer za Super 8 doma? Ja, ne vem, zdaj sem eno podaril pred kratkim enemu sodelavcu, ker jo je pač uporabil trenutno ena na Češkem, zaradi kot rekvizita pri enemu filmu, pri enemu serialu. Tudi gor me pač ne pogosto, ampak parkrat na leto me kdo vpraša, ker vejo, da imam in tudi delujoče te kamere. Zadnjič, ko sem jih štel, jih je bilo okoli 40. Zdaj ne vem, če je to 45, 38. Pač ja, vsak ima obdobje v življenju. Jaz sem imel eno obdobje, ko sem zbiral kamere in jih rad renoviral. No. Je tako, no. Torej delajo? Ja, večina je delujočih, ja, seveda. Jih posojam in nekatere podarjam vsake toliko, no, tako priliki. Pa poleg Super 8, imaš še kakšne druge vrste kamer? Ja, imam 16-metrske kamere, mislim, da 4 zdaj, iz teh imam 2 delujoče. Pol imaš Super 8 in imaš tudi obliko Normal 8. Kaj pa je razlika? Razlika je v tem, da predtem, ko so obstajale Super 8 od leta 63 naprej, to je bilo preden je 8-metrski trak postal široko razširjen v 60 let. To gre s tem ekonomičnim boomom vred. In takrat so ugotovili, da je zelo težko za navadnega uporabnika pač cel ta proces nalaganja filma in dajanja tega filma ven. Tako da so si izmislili tako imenovane kazete s filmom že notri. Ne? In kazeto pač daš samo notri v kamero, posnameš in pošlješ razvit. In dobiš nazaj razvit material. Ne? To je zelo enostaven princip. Predtem pa si moral film sam nalagati. In si moral narediti temnico, si moral film naložiti in ga vzeti ven pač, in ga sam razviti, no, oziroma ga dati razviti. In ta material, ta trak se je klical Normal 8. Ne? In so tudi druge kamere bile. Ne? Do leta 63. Potem so še zmeraj delali te kamere, ampak v finalu ni neke bistvene razlike, sam je, pač bom rekel, vsebine malo različna. No. Tako da imam in te starejše formate, imam Super 8 formate, 16-metrske kamere, 4, 2 delujoče in 2 za popraviti dolgoročno. Tako da ja, je kar neki. No. Tako da če imate bilo kje željo po celi Sloveniji in ambicijo, tako veste, da se da. No. Sem mislila, da boš povabil ljudi, da če ima kdo še kakšno Super 8 Ne, doma, dovolj jih imam. moraš priti do številke 50. Ne, dovolj jih je. Izrazito jih je dovolj. Nisem pa horder, tako imenovan. No. Bi raje se jih trenutno znebil, kot dodal. No. Tako. So pa določene kamere, s katerimi imam določen odnos in seveda bojo vedno del moje kolekcije. No.
Naslednji film, kdaj? To je lepo vprašanje. Ja, jaz sem si želel že letos imeti film. Zdaj moram biti priden, moram stvar posneti oziroma pripraviti v obliki scenarija. Igrani film torej? Ja. Hotel sem eno igrano stvar, ne bi preveč govoril o vsebini, ker poznamo ciklus napiši, govori, začni znova pisati. Tako da bom samo rekel, da bi si želel to stvar končati. Imam pa, hvala Bogu, za razliko od 20 let nazaj, imam eno določeno izkušnjo in pravzaprav imam ljudi okoli sebe. To, kar mi je manjkalo pred 20 leti, je, da lahko zaupam in se nanašam na ljudi, ki vem, da so profesionalci in vem, da bi bili pripravljeni stopiti v to stvar z mano. Bi rekel, v evropskem filmu ni nikoli problem najti opremo, je vedno bolj problem plačati to stvar. Ker evropski film, mislim, da imamo zgodovinsko neko bolj avtorski pristop do filma, torej je bolj pomembna vloga režiserja in tudi določene mere potem nismo tako komercialno usmerjeni do določene mere. Kar tudi pomeni, da veliki del, ne morem reči samo slovenskega, ampak bi upal trditi, vsaj tako je bilo pred leti, evropskega filma je pač podpiran iz strani na državni oziroma evropski ravni, iz tam dobi financiranje. Tako da treba vedno pač poskrbeti za to, da ljudje, ki so notri v projektu, ne prispevajo samo umetniško, ampak da za tudi svoj umetniški pristop so pravilno plačani, kar je ena stvar, ki se mi zdi, da je pač zelo pomembna. Tudi v sklopu takšnega indie filma. Zdaj, hočem reči, nočem, da bi ljudje delali na osnovi pač čaja in kave in dobrega vzdušja, samo. Ker to je vedno v redu, ampak je pa pomembno pač, da so ljudje tudi za svojo profesijo pravilno plačani. Pa se prijavljaš na kakšne razpise? Zadnje čase je vse več koprodukcij ravno zaradi tega pomanjkanja financ v posameznih državah. Ja. Slovenija je nenazadnje tretja od zadaj v Evropski uniji, potem koliko denarja nameni filmu. Mislim, da sta samo še Ciper in Romunija za nami, pa še ta nas prehiteva po levi. Ja, jaz, ko sem se zanimal prvič za koprodukcije, to je bilo 15 let nazaj, sem vedel, da Slovenija pa vstopa v dosti koprodukcij. Moram priznati, da nisem dosti ozaveščen o situaciji, kar se filmskega sklada tiče. Sledim novice seveda, ampak nisem mislim, da sem pred 6 leti v sklopu postprodukcije tega filma Pismo očetu takrat zaprosil za financiranje. Ko pa ga nisem dobil, sem se obrnil na češki filmski sklad in takrat so mi financirali pač postprodukcijo filma. Film je bil že posnet. Zaradi tega sem pač nisem, mogoče bi vprašal edino, če bi hotel razviti film za scenarij. Potem pa se moraš v bistvu dogovoriti s producentom, ker drugače za ta tip filma moraš imeti neko produkcijo za sabo, produkcijsko hišo. To pomeni, da potem gre producent rihtati denar. Moram priznati, da nisem v tej fazi in trenutno ne razmišljam še o tem. V kateri fazi si torej? V fazi pisanja scenarija in ugotavljanja, če obstaja strani določenih ljudi volja do sodelovanja. In sem ugotovil, da obstaja, iščem ključne osebe, pač kot so kameraman, igralci, glavni igralec. Kameraman ni snemalec, je tako? Ja, kameraman je, ja in ne, za ta projekt bo tudi, ampak načeloma je kameraman direktor fotografije, bi rekel. Pač človek, ki daje nekako
celotno idejo, celotne vizualne podobe filma. No. Je tudi človek, ki se ukvarja z lučmi, s katerim v bistvu najtesnejši sodelavec režiserja zraven z montažerjem v tej fazi. No. Boste snemali z 8-kami? Ja, določene dele sem hotel, saj imam, kot sem rekel, veliko materijala doma in bi bila škoda pač si ne najti pravo scenaristično situacijo za vključiti tudi to. No. Pač, ena stvar, to je sigurno en element, ki ga bi hotel imeti tudi v bodočih filmih, ta analogni princip. Druga stvar, ki sem jo pa vedno uporabljal v svojih filmih, je bil bilingvizem oziroma ideja pač, da se uporablja več jezikov. Ne. Slovenščina, italijanščina? Ja, pa ne samo. Lahko so, ja, kar se tiče, kar govorimo lokalno, ja, seveda, slovenščina, italijanščina, pa tudi hrvaščina, na osnovi tega, kar je bilo, tudi češčina zdaj. Tako da, ja, ne izključujem pač tega in je ena stvar, ta multikulturalizem oziroma multilingvizem, če se tako temu reče, je en element, ki je bil in bi rad, da bo ostal pač nek trademark mojih filmov, no, oziroma mojih produkcij. Kaj pa Esperanto? Nedavno smo praznovali Svetovni dan Esperanta. Ja, tako bomo dali, bi rekel, istrijanščini malo prednost. Bomo prvo istrijanščino uvedli, ta naš domači jezik malo, ne, tako. Esperanto pa, ja, no, ne vem, če je kakšen igralec, ki je izrazito dober v Esperantu, glej, si dobrodošel. Tako. Ja, upam, da ti čim prej uspe posneti film. Črt, lepo hvala, da si se danes oglasil v studiu in nam zaupal svoje izkušnje v veliki meri, no, predvsem iz študija. Bi ga svetoval tudi sicer odhod na študij komu, kakemu mlademu, nadebudnemu filmarju? Ja, seveda, ampak predvsem bi hotel poudariti, da v trenutku, ko nisi sprejet ali nisi del tega, ne pomeni, da ne moreš biti del tega. Ne. Dosti ljudi ustvarja sam in ja, pač če si navdušen je vse. No. Ni Filmska akademija to, kar bo iz tebe naredilo pač filmskega ustvarjalca, ampak je navdušenje, no. Vsaj z mojega vidika. Kaj pa postati zvezda? So si tudi to želeli tvoji sošolci? Ja, pač vsak si želi biti priznan v sklopu svoje stroke. Ne. Zdaj, biti zvezda, ja, no. Jaz dajo bi večjo prednost pač temu biti zvezda v sklopu lastnega osebnega življenja, no. Kot v sklopu javnega, no. Predlagam, da so to modre besede, s katerimi pa res zaključiva. Črt, hvala, da si se pridružil. Hvala, Pija, za povabilo. Vi, dragi gledalci, pa kot slišite, če vas mika sodelovanje, le kontaktirajte Črta ali pa da ga morebiti olajšate za katero od neštetih kamer. Sicer pa ostanite seveda z nami na Megafon TV, vidimo se prav kmalu in Vivo Veritas lahko ujamete vsak ponedeljek in četrtek ob 18. Pa lep pozdrav.